vrtcu Barbara smo februar namenili kot nek kulturni mesec, s tem, da bomo povezali dejavnosti, ki jih peljemo s projektom Ekošole. Letošnja tema je tradicija, kultura in zato smo se odločili, da ta mesec posvetimo tradiciji naših Trbovelj, kulturnim znamenitostim, da otroci spoznajo svoje, bomo rekli, tudi korenine in tisto, kar je v bistvu gradilo Trbovlje včasih. V ta namen smo povabili tudi starše, da so nam priskočili na pomoč. V enih oddelkih bojo izdelovali cotrce, ena skupina bo izdelovala perkmandeljce, potem prometeje. Danes nas je pa obiskal tudi slavni perkmandeljc, ki bo pokazal, kako je bilo v rudniku, na kak način je ponagajal rudarjem, kaj so rudarji imeli za svojo malico in kako jim je včasih tudi pomagal. Ja, v naši skupini Želvica smo pa zelo radovedni. Zanimalo nas je, kakšen je Prometej, ker smo ga videli samo od daleč in smo ga zmerili, kako mečkanje, slišali pa smo, da je velik celo 8 metrov, smo se odločili, da se odpravimo do njega. Prej smo se še malo spoznali, kakšen je, kakšna je njegova zgodba, potem pa smo šli. Spremljalo nas je lepo vreme in ko smo prišli do vrha iznad oblakov, smo vsi veseli, samo odkrili, Prometej, odlično. Potipali smo ga in ugotovili, da je ene snovi, ki jo mi ne poznamo prav dobro. To je kovina. Vedeli smo, da so kovino uporabljali rudarji in jaz sem jim razložila, da so vso to kovino, namesto da bi jo vrgli v smetnjak, uporabljali za Prometeja. Tako je nastala ideja, da bi lahko tudi mi tisto, kar vržemo stran, uporabili za en naš kip. Zdaj, če nismo ga še poimenovali, še iščemo, kakšno bo njegovo ime, ker ga še ustvarjamo. Torej, glede na starost otročkov v teh skupin, smo v bistvu šli zelo na ene take osnovne zadeve, se pravi materiali, kateri so pridobljeni umetno, kateri so pridobljeni naravno. Trenutno je zelo velika težava to, kam materiale dajati, pa zelo veliko smeti se proizvede. Že pri samem pakiranju smo naredili en eksperiment iz škrobnih penic ali pa iz stiroporastih, ene se razgradijo, ene se ne, da so v bistvu malo spoznali in so pa naredili še en izdelek. Vse skupaj pa bomo spravili v en tak zelo zanimiv kulturni projekt, ki ga bomo predstavili na sejmu Altermet 14. marca, tako da vabljeni in dobrodošli, da nas obiščete na naši stojnici.